Spoštovani gospod župan, spoštovani gospod župnik, spoštovani cenjeni duhovni pomočnik, naš emeritus, spoštovana ravnateljica Osnovne šole Brežice, dragi vsi izbrani. Danes je poseben praznik za to stavbo, v kateri smo se zbrali, pa tudi za naše mesto. Mogoče ste opazili tam, ko ste prihajali eno novo ulično razstavo, na kateri piše, kako že neumnost je najdražja stvar na svetu. In ta stavba je bila zgrajena pred 200 leti ravno zato, da ne bi bilo neumnosti in da bi lahko živeli v boljšem svetu. Zato danes številni soorganizatorji praznujemo oziroma obeležujemo teh 200 let. O šoli, o tej stavbi govori naša nova ulična razstava, ki smo jo pripravili skupaj s Posavskim muzejem Brežice in tudi pod strokovnim vodstvom in ogledom naše doktorice Ivanke Počkar. Ampak razstavo pa bo predstavil avtor, njemu smo to tokrat zaupali, naš kustos Boštjan Kolar. Prosim, Boštjan. Lepo pozdravljeni. Začetki šolstva v Brežicah segajo v sredino 17. stoletja, ko so tukaj delovali frančiškani. S podporo meščanov ter lastnikov gradu in gospodstva knezov na Kopanost zgradili samostan cerkve svetega Antona Padovanskega, kjer sta od predovniki od leta 1668 poučevali dečke meščanskih rodin. Leta 1744 je šolstvo prešlo pod državno upravo in v šolski sistem so se lahko vključili vsi otroci. Tako je, na primer, pouk v Brežicah leta 1785 obiskovalo 118 učenk in učencev. Danes obeležujemo 200. obletnico prve šolske stavbe v Brežicah. Začetek zgodovine stavbe predstavlja leto 1819, ko je tedanji župnik Ignaz Fuchs izboril izgradnjo prve šolske zgradbe, ki so jo začeli graditi leto dni pozneje. Septembra 1824 je bila šola, današnji Slomškov dom, odprta. Dom je pomenovan po blaženem Antonu Martinu Slomškov, ki ga imenujemo tudi kot utemeljitelja slovenske ljudske šole. 8. septembra 1824, torej ravno v teh dneh, je bil posvečen duhovnika, svojo prvo službo pa je nastopil na Bizelskem župniji svetega Lovrenca. V okolici Brežic v 30 letih 19. stoletja šol še ni bilo. Zato so jo obiskovali tudi otroci iz Rtič, Zdolj, Srovl in iz Kapela. Leta 1852 je število učencev naraslo, zato so jo razširili na 4-razredno mešano ljudsko šolo. Leta 1888 je šola dobila še kuhinjo, ker v zimskih mesecih dobilo toplo obroke 100 šolskih otrok. Najrevnejši na šoli so prejeli tudi obleke in šolske potrebščine. Med prvo svetovno vojno je bil obisk šole zelo slab, saj je bila odsotna več kot polovica šoloobveznih otrok. Šolsko poslopje pa so preuredili v bolnišnico. Leta 1917 stavbi ni prizanesel niti potres, a so jo 6 leto popravili. Potem je ponagajala še španska gripa, zato so šolsko leto 1918-1919 začeli mesec in pol kasneje. Kljub temu je bilo leta 1921 6-razredno ljudsko šolo obiskovalo 495 otrok, z tega kar 35 iz sosednjih krajev. Med poletnimi počitnicami leta 1934 so temeljito obnovili šolsko stavbo in njeno notranjost, v naslednjih letih pa še druge dele šole zamenili peči in uredili šolski vrt. Po drugi svetovni vojni je vodenje medvojno precej poškodovane šole prevzel priznan pedagog in odličen organizator Janko Knapič. Po njegovim vodstvom so začeli s popravljanjem šole, šolskega vrta, ki je bil med vojno popolnoma uničen. Šolskemu okolišu se priključila takrat Čekrška vas. Pod upravo šole je znova zaživel otroški vrtec, ki je v gradu deloval že pred drugo svetovno vojno. Zaradi vse večjega števila šoloobveznih otrok so leta 1962 razdelili šolo na osnovno šolo 1, bratov Ribarjev, Brežice in osnovno šolo 2. Prvo nastanjeno v prostori gimnazije Brežice je vodila ravnateljica Rozika Betinc, osnovno šolo 2 pa ravnatelj Marjan Gregorič. Za uspešnejšo učno vzgojno delo in izboljšanje medsebojnih odnosov sta se 25. avgusta 1965 obe šoli združili v osnovno šolo bratov Ribarjev Brežice. Zaradi prostorske stiske so imeli pouk v 3 izmenah. Pouk so imeli tudi v prostorih trgovske šole in telovadbo na gimnaziji Brežice. Konec 60-ih let je bila šola že v zares slabem stanju. Otroci so v šolo prihajali od jutra do večera, pouk v enem dnevu se je namreč čel kar 5-krat. Zaradi tega je bil na hodnikih velik nemir, ker so imeli v šoli samo en umivalnik,
Učence ni bilo mogoče navajati na higieno. Slabo se je godilo tudi učiteljem. Nekateri niso imeli kabinetov in so se na pouk pripravili kar na hodniku. Šolsko poslopje ni bilo varno in bi ga bil lahko že manjši potresni sunek podaril. Pouk je v našem Slomškovem domu potekal vse do 1. februarja 1971, ko so se osnovnošolci preselili v novo zgrajeno sodobno osnovno šolo na današnjem naslovu Aljosnikova ulica 18. To je nakratko nekaj najbolj zanimivih zadev iz razstave. Vabim vas, da si še vse ostalo in pa zelo zanimive fotografije pogledate zunaj na ulični razstavi. Za konec bi se rad še zahvalil mojima strokovnima sodelavkama, dr. Ivanki Počkar in pa direktorici Posavskega muzeja Alenki Černelič-Krošelj za njuno strokovno pomoč, predloge, pregled besedil in seveda Alenki tudi za vso koordinacijo. In pa seveda tudi hvala magistrici Mateji Jankovičuri za jezikovni pregled in Dari Malaric za oblikovanje razstave. Najlepša hvala.